Končno, evo me, končno nova epizoda. Ja, trajalo je nekaj časa, ne vem zakaj, ampak enostavno se nisem mogla v tem vsem času zares povezati in posneti neke epizode, ampak dajmo začeti, kjer smo ostali. Nazadnje sem naredila vpogled za Urško Bačovnik Janša in ona je bila kot neko darilo za moj rojstni dan, ki mi ga je pripravil Janez Janša, in se mi je zdelo tako res posebno darilo, da sem jaz za moj rojstni dan pomagala neki drugi osebi. Ampak okej, je bilo ful zanimivo. Poslušaj to. 7.7. sem delala vpogled za Urško in takrat smo naredili energijsko čiščenje in ona je v tistem času šla z Janezom v Ankaro na vrh Nata, ali kaj so imeli tam neki za Nato. In kasneje je šla še v Francijo, ker so imeli pa za Ukrajino. In v tem času so slovenski mediji ful govorili o njej in jo v bistvu tako zelo kovali v zvezde. Govorili so, da je blestela, da so bile vse oči uprjene vanjo. Ali pa naslov Urška Bačovnik Janša, poglejte, kako je žarela v tej obleki, poglejmo, koliko stane. Tako da to se mi je zelo ful zanimivo, da v bistvu po tem čiščenju je bila Urška zelo izpostavljena v medijih in to v zelo, zelo pozitivni luči. Vsaj pač te objave, ki sem jih jaz zasledila na svojih socialnih omrežjih. Zdaj, ali sem jaz poskrbela za to, da je Urška dobila toliko hvale? Seveda. Kako pa? Janez Janša, kam ti lahko pošljem račun za opravljeno storitev? Ne, malo shecam. Ne, dejansko, tako bom rekla, res je bilo zanimivo naključje, da potem, ko sem jaz naredila energijsko očiščenje za njo, se je dejansko ona začela ful pojavljati v medijih. Zdaj, kaj bi bilo, če jaz tega energijskega zdravljenja ne bi naredila? Ne vem, to nikoli ne bo nihče vedel, ker imamo na žalost ali pa na srečo samo eno realnost in ne moremo videti, kakšna bi bila realnost, če jaz tega vpogleda ne bi naredila. Morda bi bila ista, morda bi recimo, če ne bi naredila vpogleda Urška Bačovnik Janša, sicer bila izpostavljena, ampak ne tako pozitivno. Ne vemo. V glavnem, na tem vpogledu mi je Janez rekel, da naj pridem 17.7. v San Tereno pogledati, kaj mi bo pripravil, ker se kao nadaljuje to presenečenje. Kaj je to San Tereno? San Tereno je mesto, ki ga jaz ustvarjam na vzporednem svetu. Torej, to je moje mesto, to je frekvenca, kjer gradim svoj vzporedni svet in ta vzporedni svet gradim z namenom, da bom vse vas, oziroma tiste, ki boste pač želeli, popeljala tja in vas hkrati naučila, kako raziskovati vzporedne svetove in kako z delom, z reševanjem situacij na vzporednih svetovih rešujemo situacije tudi v fizičnem svetu. Torej, kadar nek problem rešiš na vzporednem svetu, se ti v resničnem svetu reši skorajda sam od sebe. Ali tako, da dobiš neko idejo, ali tako, da rešitev postane bolj jasna, ali tako, da po naključju, ne, v navednicah, po naključju srečaš neko osebo, ki ti pri tem pomaga in tako naprej. Jaz sem 17.7. šla v San Tereno in kar sem tam videla, me je malček šokiralo. Če se spomnimo iz zadnjega vpogleda, ki sem ga naredila, ko sem Urško prečistila, se je ona naselila v Lumi palačo, ki je v bistvu ta glavna palača v San Terenu. In kmalu za njo je prišel še Janez Janša in si tam kar vzel svojo pisarno in se tam nastanil. No, 17.7. grem jaz narediti vpogled, grem v globoko meditacijo, pridem v San Tereno in v Lumi dvorcu je vladal popolni kaos. Vsi politiki so prišli v moj dvorec, nosili so škatle, ker so se vsi skupaj selili tja v to palačo.
To mi nikakor ni bilo všeč, ker nekako sem imela občutek, da nimam več jaz stvari pod kontrolo, ampak je to kontrolo prevzel nekdo drug. In dejansko na tisti dan nisem imela sploh nobene možnosti, da bi kakorkoli kaj ustavila ali pa da bi karkoli kaj vprašala. To je vse bezlalo, en čez drugega. Zdaj, zanimivo mi je, da v tem času so se začele te, parlamentarne počitnice, ali kako se reče, pač to obdobje, ko v bistvu seje niso več redne, ampak imajo samo izredne seje in je v bistvu bolj vse tako počitniško. Ok, sem rekla, dobro, zdaj jaz sem to videla, epizode nekako nisem mogla posnet, potem pa naslednji teden, ko sem šla spet raziskovati oziroma sem hotela narediti vpogled, sem ga hotela narediti za Urško Klakočar Zupančič. Oh boj, to je bilo dramatično. Ampak tako zelo dramatično, da mi energije niso pustile, ker sem jaz to skoraj nekako izsilila, bi lahko rekli, ta vpogled, ne. Nisem bila poklicana, da naredim ta vpogled, ampak nekako je moj ego to hotel. In so mi energije preprečile, da bi to posnela, ker prav ni šlo. Okej. In sem jaz pustila stati, sem rekla, ok, bom jaz tudi se malček umaknila od te gole Slovenije, sem imela itak en kup drugega dela. By the way, gradim Lumi skupnost na svojem portalu. Našla sem portal, kjer lahko gradim ta svoj svet na tak način, ki je ful lahkoten, zanimiv in tudi zelo priročen za uporabnike, torej vse vas, ki se boste pridružili. Trenutno tam objavljam samo dnevne napovedi energij in če te zanima, upam, da se bom spomnila dati link spodaj v opis. Ok, jaz sem pa bila včeraj, torej 28.7. poklicana, da je zdaj čas, da naredimo energijsko zdravljenje tudi za Janeza Janšo. In v bistvu, ko sem začutila ta klic, sem dobila ful ene motivacije in sem rekla, ok, cool, bomo videli, kaj bo naslednji dan, torej danes, 29.7.2026. Že takoj, ko sem se zbudila, sem čutila klic in sem rekla, ok, danes je dan, danes gremo končno spet v ta San Tereno, da vidimo, kaj se bo tam dogajalo in da prečistimo tega Janeza Janšo, da vidimo, kaj je na stvari. Vpogled sem začela delati ob 12. uri danes in trajal je do 12.48. To povem zato, ker če bo slučajno, ne vem, Janez Janša to gledal, bo lahko povezal kakšne stvari, ker namreč, kadar delam energijska zdravljenja za kliente, mi mnogi klienti, ne vsi, ker niso vsi toliko dovzetni za energije, ampak tisti, ki so bolj dovzetni za energije, me vedno vprašajo, ob kateri uri sem delala vpogled in vedno rečejo, da so se točno ob tem času počutili prav blaženo. Tako da možno je, da se tudi Janez Janša danes ob 12. 29.7. počutil blaženo, ampak on ni vedel, verjetno, zakaj je temu tako. No, Janez, jaz sem ti pomagala, tako da kam ti pošljem račun? Ne, hecam se. Ok, kaj se je zgodilo? Mislim, ta vpogled je bil meni ful zanimiv. Gremo začeti. Jaz sem šla v globoko stanje meditacije, grem na energijski nivo in pridem v Lumi dvorec. Ful mi je bilo zanimivo, ker nisem tako jasno videla stvari, je bilo vse nekako tako svetlobno, ampak ok, se nekaj dobro, nisem šla dovolj globoko v meditacijo, nima veze, potem ko jaz se sprehajam po teh vzporednih svetovih, prej ali slej padem notri in potem slika postane bolj jasna. Bila sem zadovoljna, ko sem videla, da so se stvari v mojem Lumi dvorcu umirile in da so se tej politiki nastanili in da ne tekajo več po hodnikih ko ene kure brez glave, ampak je v tem dvorcu tišina oziroma pač mir in red. Tako da sem rekla, ok, ne, hvala Bogu. In grem jaz po teh hodnikih
Srečala sem celo mojega vodnika Leona in sem mu rekla, da imam danes pač da delam energijsko čiščenje za Janeza, in mi je rekel tako mi je sam pomignil, kot da je hotel reči, super, me veseli, da si prišla in me veseli, da si slišala klic in da si se tudi pač odzvala. No, pa pridem jaz do teh vrat od Janeza Janše in potrkam. Vstopim v to pisarno. On je bil kar tako malček presenečen, ko me je videl, ampak ne spet neki, pač tako ni glih pričakoval, da bom prišla. Kar pa me je najbolj tako presenetilo, je bilo, ker, kot sem rekla prej, cel dvorec je bil nekako tako pač svetloben, kot da bi rekel, tako prozorno se vidi. Ampak Janez Janša je bil, pač jaz ne vem, kako to opisati, da boste lažje razumeli, ampak on je bil videti pač realističen. In to je meni ful fascinantno, kadar se to zgodi, zelo, zelo redko se to zgodi, ampak okej. Grem jaz tam do njega, sva si podala roko, zelo bilo tako profesionalno, celo mislim, da sem ga vikala, kar redko počnem na energijskih nivojih, in sem rekla, okej, bova zdaj šla do mojega vodnika Bogdana, danes je na vrsti energijsko čiščenje oziroma zdravljenje. In zdaj on je bil tako kot, kaj ne, jaz imam zdaj druge stvari, ne, kakšno zdravljenje, jaz sem v redu, ne. In sem rekla, ne, to je ful nujno potrebno, ne, pač tako so mi rekli, glej, jaz ne vem, gremo. In pol je on rekel, počakaj, ti bom jaz najprej nekaj pokazal, kaj smo mi uredili. In peljal me je po nekih hodnikih, dol po stopnicah, in pol smo prišli v bistvu pred vrata, taka velika, in rekel je, da so pač v tem Lumi dvorcu zgradili državni zbor. Zdaj, ko je on odprl vrata od tega državnega zbora, me je presenetilo, ker je izgledal isto kot naš državni zbor v Sloveniji. In pol sem provala ga jaz preoblikovati v bolj Lumi varianto, bolj v tak moj stil, ki je tak rožnat z zlatimi in belimi detajli, ampak ni šlo, pač bil je tak, kot je v resnici. In pol sem rekla, okej, cool, ne, kdaj pa bo prva seja, da vidimo, kaj se bo tle dogajalo. In mi je rekel 12. marec 2027, takrat bomo imeli prvo zasedanje tukaj, oziroma prvo srečanje. In jaz sem tako pogledala malo čudno, ne, 12. marec, pa to je še pol leta. In je rekel, ja, glej, verjemi, nočeš, da se zgodi prej, so še druge stvari na sporedu. In potem sem mu rekla, okej, cool, ampak upam, da ni to glih neka sobota. In on se tako zasmeje. Jaz sem tle malček premišljevala, ne, zdaj, kaj bo s tem 12. marcem, in upam, da res ni sobota in samo en tak hiter opomnik. Ko sem končala z vpogledom, sem se šla pač naličit, in ker se mi ni dalo brskati po koledarju, sem kar vprašala ChatGPT, in kaj je rekel? Kateri dan je 12. marec? Ja, kateri? Sobota. Tako da, okej, ampak čakaj, zdaj sem se še nekaj spomnila, kar moram pokazati. Janez Janša je bil, mislim, da pač kdaj je bil, pa ja, glih nekje, pač bil je v Franciji, ker so se menili za to Ukrajino. In tam je dobil spomenik na tleh. In mene je presenetilo, ko sem videla eno sliko oziroma en izsek iz tega dogodka, ker je izgledalo, kot da je Janez Janša direkt v Lumi dvorcu. In zdaj ti bom jaz to pokazala, čakaj, share, ekran številka 2, dej še mene zraven, dej še zvok. Okej, mislim, da je to share. Gremo si skupaj to pogledati. Министр Республики Словенія Янез Янша.
Že ta palača je taka, evo, lej, oh my god, ko sem jaz to videla, sem rekla, what the fuck? Tako nekako izgleda tudi Lumi dvorec, samo da je pač ni glih nekih rdečih detajlov, so bolj beli, pa pač, ne vem, to me je spomnilo odkrat, ko smo imeli vladno delegacijo v Lumi dvorcu. Ok, to je samo toliko za kot en tak detajl, ki mi je bil ful zanimiv. Ok, v glavnem on je rekel torej, da bo 12. marca prva seja v tem našem Lumi državnem zboru. Bomo videli, kaj bo takrat. Če bo le možno, bom šla tja na točno ta dan in bom poročala, kaj se je dogajalo in kaj smo se dogovorili. Ok. Nič, jaz mu pol rečem, da bova zdaj šla do mojega zdravilca Bogdana in da ga bo on pač energijsko prečistil. Moram reči, da Janez nad to idejo res ni bil videti navdušen, je bil kar tako malo, ok, če že moram, ne. Ampak glej, če si v mojem dvorcu, so moja pravila, the end, ne, oziroma niti ne moja, pač moji vodniki to govorijo, jaz nimam nič s tem. Samo upoštevam njihove napotke. No, greva midva gor po stopnicah, pa greva po enem hodniku, in odprem taka drsna vrata in pridemo v tako lepo sobo, ki izgleda skoraj taka kot neka operacijska dvorana, ampak zelo tako minimalistična, clean, zelo, ampak tudi taka topla, ne izgleda taka hladna. Ker je bil oblečen v suknjiču, pač v moški obleki, kravata, srajca, čevlji in vse to, mu je rekel Bogdan, naj se sleče oziroma preobleče v tako belo haljo. In to je bilo meni spet ful smešno, ker običajno to sploh ni potrebno. Ampak okej, ne. Zdaj, Janez se tle ni glih počutil najboljše, nekako se je hotel izmazati ven iz tega, v smislu, a se je res treba sleči, ne, a se je res treba preobleči. In on mu je rekel, ja. Tako da on je pol šel tam v neko garderobo, mogel si obleči bele spodnjice in tako belo haljo. Meni je njegov izraz na obrazu bil tak, kot da bi recimo, predstavljaj si, da ima pač nek starejši gospod svojo vnukinjo, ki ima, ne vem, 5-6 let in ona se hoče igrati z barbikami, ampak ta njen dedek je pa ful tak, pač kakšne barbike, ne bo se on igral z barbikami, ampak ker jo ima v bistvu tako rad, ne, pa reče, dobro, bomo se igrali in je ona ga potem, ne vem, mu dela mogoče kakšna ga šminka ali karkoli in pač tako ko se hočeš potruditi za otroka, ne, da pač zadovoljiš njegove želje, ampak hkrati ti je ful neprijetno, ker what the fuck, ne, nisem jaz za te stvari, ne. Ampak okej. On se je pač to preoblekel in pol se je ulegel na to mizo. In tle me je spet znova pač navdušilo, ma ne navdušilo, impresioniralo, prav impresioniralo, ker je on deloval tako realistično v tem domišljijskem svetu oziroma svetlobnem svetu, energijskem svetu. Ker recimo, kadar delam s klienti in jih peljem na ta energijska zdravljenja, so oni videti nekako tako kot neke, pač kot duša, kot neko svetlobno bitje, ampak pač imajo barvo kože, imajo pač njihove obleke, imajo barve in vse to, ampak delujejo tako prozorno, pač kot nekakšna duša. Janez Janša, ne, on deluje, pač to je meni crazy, on deluje masivno in ne znam tega drugače ubesediti kot tako, ampak vem, da si ne znate točno predstavljati, kaj mislim reči. Bom še razložila. Skratka, on se uleže na to mizo, in potem gre Bogdan k stopalom in prime tako za stopala in začne masirati, da se čakre na stopalih odprejo. Pač dobesedno se tako kot nek čep pade ven
in pol je tako notri luknja. In iz teh lukenj potem priteče kakršnakoli energija, če zadržujemo neko negativno energijo v svojem energijskem telesu, pač to začne ven in jaz to začne teči ven in jaz to vidim kot nekakšno umazano vodo. In zdaj bolj kot je umazana, več je negativne energije prisotne. In bolj kot je ta voda gosta, bolj je ta energija nekako stara. Oziroma dlje časa že nekako se hrani v našem energijskem telesu. In tle je bilo že zanimivo to, pač, ko sem jaz gledala ta njegova stopala in Bogdana, kako je to masiral, pač jaz sem videla tako prav detajle od kože. In prav tako masivno je izgledalo in se sploh te čakre niso hotele odpreti, ker je bila prav koža, je bila videti koža, taka masivna. Torej Bogdan je to masiral in nikakor da odpre te čepe. In to mi je bilo ful zanimivo, ker to recimo še nikoli nisem tako zasledila. In sem se spraševala, zakaj ima Janez Janša tako realistično energijo? Zakaj jaz njegovo energijo vidim tako zelo detajlno, tako zelo pač realistično? In tudi Bogdan ni bil glih, mu ni bilo glih to čisto vsakdanje. Tako da pol je on rekel, da ga mora obsevati z nekimi lučmi, zato da se njegova energija malo bolj zmehča. In je dal pač nastavil neke take okrogle luči vse naokrog njega in to je pač neka taka mehčalna energija, ki v bistvu tvojo osebno energijo oziroma energijo tvojega telesa na nek način bolj sprosti ali pač karkoli. In takrat sem videla, kako je on začel postajati malo bolj tak, bolj kot neka duša, torej bolj tak prozoren na nek način. Ko je bil ta postopek zaključen, se je Bogdan spet usedel k njegovim stopalom in začel spet tako masirati in takrat so se končno te čakre odprle. Ampak nič ni steklo ven. Fora pa je, da ko sem pač pogledala v te notri, pač notri je pa tako, ko pogledaš notri, je ena taka velika jama. In to je pač ta naš nekako simbol za notranji svet. Oziroma ne točno notranji svet, ampak bolj pač energijsko stanje našega energijskega telesa. Ampak fora pa je, da je bilo to nekako čisto zabasano. To je bilo, kot da bi bil notri plastelin. Tega še nikoli nisem videla. Videla sem večkrat nafto, torej tako gosta tekočina, da izgleda kot nekakšna nafta, ali pa katran. Potem so bili dostikrat kakšni taki kosi, kot da bi bilo nekakšno oglje, torej že tako suho. Ampak tako plastelinasto pa še nisem zasledila. In dejansko je mogel Bogdan vzeti nekakšen sesalec, pač bila je neka taka cevka, ki je bila tako, tanka je bila kot neka slamca in tudi tako malček, v bistvu ja, kot neka slamca je bila, samo kovinska. In je on s tem začel to počasi sesati, da je to pač negativno energijo posesalo in da je to počasi čisto. Zdaj, kaj to pomeni? Tukaj mi je postalo vse bolj jasno. Kadar imamo toliko te negativne energije v sebi, to je energija, ki jo poberemo od drugih ljudi. Torej, kadar drugi ljudje usmerjajo v nas negativno energijo in jo mi prevzamemo nase, na primer nekdo ti reče, ti si kreten in ti se pol sekiraš doma, ker ti je nekdo rekel, da si kreten, ne, to pomeni, da si ti v bistvu posrkal to negativno energijo vase. In zdaj, Janez Janša je tekom svojega življenja doživel, oh my god, ful hejta, pač ful sovraštva. Si mislim, da je on v bistvu edini človek, mislim ne, on je v bistvu človek v Sloveniji, ki je bil deležen največjega, zelo velikega sovraštva v zelo dolgem obdobju. In
logično, kadar to doživljaš, ti moraš zgraditi trdo kožo. In ta trda koža, ki si jo on zgradil, zato da ga ne sesuje vsak kreten, ki reče neko bedarijo, oziroma vsak kreten, ki reče bedarijo, to je po mojem on že hitro predelal, ampak so dosti hujše stvari, kar ljudje govorijo in počnejo. In logično, ti moraš zgraditi trdo kožo, da lahko sploh to, da greš lahko čez te stvari. In tukaj nekako sem našla te vzporednice v smislu, ja, ok, on je to že predelal, je razumel, pač, da od določenih ljudi prihaja neko sovraštvo, ker pač tako je. Ampak ti moraš se naučiti, kako delovati, da te negativni pogledi drugih ljudi ne vplivajo na to, kako boš ti potem ravnal tudi s tistimi ljudmi, ki te pa ful podpirajo. Primer. Jaz sem tudi zdaj že skoraj 1 leto deležna ful hudega hejta na Facebooku. Mislim, ko rečem ful hudega, ne, ni to spet toliko hudo, ampak recimo napram prejšnjim letom je to zdaj over the top, ne. In ok, jaz sem to hitro predelala, meni je to hitro postalo zabavno, smešno in pač sem sprejela dejstvo, da sploh na Facebooku je ogromno nekih lažnih profilov, za katerimi stojijo pač ljudje, ki so totalno in niso sposobni normalno komunicirati in vse, kar je njihov interes, je spuščati svoje frustracije in jezo na druge ljudi, na tiste ljudi, ki govorijo stvari, ki njim niso pač všeč in so izjemno nesramni, izjemno nespoštljivi, izjemno tudi sovražni in dostikrat nagravžni. Prav nagravžen folk, nagravžne komentarje pišejo. In zdaj, ok, meni je to postalo zabavno, ampak zabavno zato, ker tega nočem jemati resno, ker pač ne, ampak fora je, da ti dojadi, dobesedno ti dojadi ta folk, prav dojadi, ti prav najrajši bi vse te retardirane idiote dal lepo v eno tako lepo, čudovito raketo in jih teleportiral na Mars. Bi jih odstranil iz tega sveta, ker taki ljudje jaz se opravičujem, ampak taki ljudje si res ne zaslužijo nikakršnega spoštovanja, nikakršne ljubezni, nikakršnega sočutja, empatije ali kakršnekoli potrpežljivosti. Taki ljudje so samo na drug planet. Ampak ok, glej, pač morajo biti tudi taki med nami, zato da je pač življenje malo bolj pestro. Če ne bi se imeli preveč fajn, ne, in to ni point. Point na zemlji je glih to, da so vedno neki izzivi, vedno neke bolečine, ki jih moramo premagovati, ovire, ki jih moramo preskakovati in tako naprej. Ampak kaj je point? Problem? Problem je v tem, da negativna energija je ful invazivna, ne, se pravi, negativna energija hrani samo sebe, medtem ko pozitivno energijo moramo mi hraniti. Torej, primer, če imaš doma ščurke, ne, to so negativna energija, oni bodo sami sebe hranili, ne. Ti ne rabiš nič narediti za to, da se bodo oni razmnoževali, oni se kar bodo, ne. Mislim, zdaj, če skrbiš za higieno, jih ne bo, ampak tako hočem reči. Recimo pes ali pa mačka, ki so pozitivna energija, ne, njih pa je treba konstantno hraniti, skrbeti za njih in jim dajati ljubezen. In tako je tudi z komunikacijo, ne. Pozitivna pohvala ponavadi gre skozi eno uho notri, skozi drugo ven, lahko ti dobiš 100 pozitivnih komentarjev, ful navdihujočih, potem pa pride eden tisti, ki dregne tja, kamor ni treba, in ta eden negativni komentar, bam, te totalno sesuje, čeprav si predtem slišal 100 pohval. In v tem se vidi pač ta invazivnost negativne energije. In kadar si ti deležen toliko hejta, avtomatično se ti zamegli realna slika ljudi, ki te spremljajo, ki te obkrožajo, ki so s tabo v kontaktu. In avtomatično začneš projicirati ta hejt tudi na te pozitivne ljudi.
primer. Zdaj, ko sem odprla to mojo Lumi skupnost, sem rekla, da na Facebooku ne bom več objavljala teh dnevnih tarot napovedi, oziroma bom dala samo en tak delček, samo okus, toliko za namig, kaj se obeta. In hotela sem to obrazložiti z dejstvom, da je pač na Facebooku sem dobila ogromno sledilcev in ogromno teh je pač hejterjev in takih, ki si ne zaslužijo brati mojih dnevnih napovedi. Ok, te hejterji teh napovedi itak ne berejo, ampak kakorkoli. Nočem sploh, da pride v njihov radar taka moja objava, ki je nekako čista in navdihujoča. In seveda takrat, ko sem potem prebrala še enkrat to objavo, sem videla, sem se prav ustavila in sem si rekla, ok, ampak večina mojih sledilcev so spoštljivi ljudje, večina mojih sledilcev me spoštuje, me imajo radi prebirajo moje stvari, se navdihujejo nad mojim delom in vse to, in zakaj bi zdaj mogla njih kaznovati in tle pljuvati po Facebooku, kako je Facebook ogaben, poln svinjarije, ker ni, ker so tudi dobri ljudje. No, in logično, kadar ti dobiš, če gremo zdaj nazaj k Janezu Janši, ne, kadar ti dobivaš toliko enega hejta, to začne v bistvu, pač vedno si tisti v neki borbeni poziciji, ne, vedno nekako se zavedaš, da so oni tam in karkoli rečeš, veš, da boš dobil hejt in potem dostikrat probaš na tak način povedati, da te hejterje že takoj, ne, jih že takoj in v bistvu tle sem jaz videla ta črni plastelin, ki se je nabiral v njemu, da je to, ne, sprej on je tekom življenja dobival ogromno tega hejta in zgradil je trdo kožo, da to ne bi vplivalo negativno na druge, ampak je to nekako ostajalo v njegovem energijskem telesu, kar povzroči, da ti ruši tvojo avtentično energijo, ne, te konstantno vleče dol in v bistvu ti porabiš ogromno energije, da ohranjaš ta nivo svoje prave pristne vibracije, ker te konstantno te tako vlečejo dol. To ti vzame ogromno energije, ampak s tem pa tudi gradiš trdo kožo in moraš imeti tudi energijsko moč, da to sfolgaš. In glede na to, da je on toliko časa zdaj na oblasti, je smiselno, da ima zelo, zelo močno energijo in zato ga jaz lahko vidim prav realistično, prav neverjetno. Meni je to pač to je res eno tako posebno doživetje, ko vidiš v mislih tako resnično sliko. Pač res je to fenomenalen občutek. Ok. Se pravi, Bogdan je začel to pucati in on ta plastelin ali pač karkoli, on to lepo pač puca, sesa in takrat sem začutila oziroma sem opazila, da so se pri Janezu prebudila čustva in je začel jokati in to je ful normalna reakcija, ker ko ti nosiš neka težka bremena, ne, in se navadiš se in ti je hudo in ti je težko, ampak pač to sprejmeš in po tolikih letih ti to postane samoumevno in pač tako je in ne gre drugače in pač jebi ga, ne. Pol pa ti nekdo to vrže dol in ti kar pač kar, še zdaj mene je ganilo, prav začutiš to olajšanje in to lahkotnost v sebi in te gane, ker je to tisti ponovni stik, ki ga imaš sam s sabo. Jok je ful zdravilna energija, res, sploh v takih situacijah, pač nakazuje, da je zdravljenje uspešno oziroma da se uspešno odvija in takrat sem se jaz usedla poleg njega in ga primila za roko kot za neki suport, pač kot nekako sem začutila, da bi mu dala neko podporo pri vsem tem oziroma neki tisti dotik. In ta dotik ti potem pomaga v bistvu ostati prizemljen v smislu, da začneš to dojemati kot nekaj resničnega, ne kot nekaj, kar se ti samo sanja, ne. Torej ta dotik sem jaz videla, pač tako sem ga prijela za roko, sem jaz videla kot neko podporo pri tem, da mu dajem zavedanje, da si ne samo domišlja, ampak da je vse to resnično.
In to, pač, ko sem ga jaz držala za to roko, pač, what the fuck. Ne samo, da sem videla tako realistično kožo, ampak pač, lej, mi imamo notranja čutila, ok, to se vse doživlja z notranjimi čutili, notranji vid, notranji sluh, notranji tip, notranji okus, notranji občutek za temperaturo in vse te stvari, to je vse notranjo v mislih. Torej, tako kot ti zdaj jaz to pripovedujem, tudi ti to vidiš, tako jaz vidim, samo da je zelo, zelo realistično. Ne vidim tega s fizičnimi očmi, ok? Ker nekateri mislijo, da, kot ko jaz rečem, vidim, da ko zapreš oči, da ti gledaš tako z očmi. Ne, pač to vidiš v mislih. Ampak občutek je bil tak, kot da bi pač feeling, pač možgani to sprocesirajo in ti dajo tak feeling, kot da dejansko zares držiš to roko. Čutila sem teksturo njegove kože, čutila sem temperaturo njegove kože, pač videla sem kožo tako, kot je, bila je taka, pač roka je bila tako, pač mesnata, ne vem kako reči, čutiš kosti, pač tega ponovadi ni, pač ponovadi primeš za roko in pač veš, da držiš roko in je bolj tako kot neka duša, ampak prav crazy feeling. In zdaj, zaradi tega jaz ne morem ne marati Janeza Janše. Pač ne morem, jaz ne vem, ali je on, pač jaz vem, da on ni svetnik, ker nobeden od nas ni svetnik. Nihče, še duhovniki ne, ok? Pač jaz še nisem srečala nobenega, da bi tako ga začutila in bi rekla, opa, on je svetnik, razen mogoče te menihe tam, ampak wow, res je težko biti svetnik, če si tam nekje v enem tem, kako se reče, tem, pač tam nekje na otoku, ko imajo tiste njihove vile in tam so te svetniki in molijo in ne vem, wow, ne, pač tudi jaz sem lahko tam svetnica in ne naredim nobenega greha. No, nima veze. Pač jaz ne pravim, da je on svetnik, ne, ne pravim, da ni naredil nobene korupcije, nobenega sranja, nič ne pravim, jaz nimam pojma, ker se ne zanimam za to, kar pa vem je to, da nobeden od teh naših politikov nima glih, pač da imajo vsi maslo na glavi, no. Kar me pomirja je to, ker vidim, da pač ljudje ga spoštujejo, ne, ogromno imamo podpornikov, se pravi, pač spet ni toliko slab, ne. Ampak, ok, pustimo stati, ne, če primerjam s tem, kako jaz vidim druge politike, ki jih vidim tako, kot delam za kliente, pač jih vidim, ampak pač vem, da so oni, vidim poteze in vse to, ampak je pač tako neka duša, pač, ko sem jaz z Janezom Janšo na energijskih nivojih, je to pač ful real, pač resnično. In zato je to meni je to fascinantno, to je tak dober feeling in glih zaradi tega pač ne morem ga ne marati. Oziroma ne morem, da ga ne bi marala. Pač mi je všeč, lej, super je, jaz sem zadovoljna, da je on naš predsednik in whatever. Gremo naprej. Ok. V glavnem, Bogdan to še vedno naprej sesati, to je kar nekaj časa trajalo. In ko je on uspel posesati velik del te črne gmote, pa se je Janez začel smejati in evo, zdaj ga isto vidim, kako leži na tej posteli, on se zasmeje in tako, evo, iz te perspektive, ne, tako. Pač kdaj za Boga sem jaz videla Janeza Janšo iz te perspektive, kako leži na posteli in se smeje. Ampak vidim točno tako, vse gubice, kot jih ima v resnici in oči so se mu zasvetle, zobi, točno tako, kot ima zobe, pač to je crazy feeling. Ok, on se je zasmejal in je bil tako kar tak lahkoten in ta Bogdan mu še naprej to čisti in pol je prišel on, v bistvu je počistil celotno to jamo, ne, ki je notri v telesu, ampak ta jama je bila nekako, kako bi rekla, mrtva, brez življenja, brez tiste svetlobe ali kako, pač brez življenja, no, ne vem. V glavnem, Bogdan je potem šel notri v to jamo in ta jama niti vode ni imela, ker ponavadi je notri voda. In pol tudi pogledamo, kakšna je ta voda, je motna, je čista, je svetleča, je žareča, so korale notri ali so črne skale ali kaj. In vse to ima pač nek simbolni pomen. V glavnem, vode ni bilo. In Janez Janša je zelo čustveno zaprt, ne. On zelo redko pokaže kakšna čustva, oziroma
res je, da jaz pred oktobrom lani, jaz nisem spremljala politike, ampak jaz v lifeu nisem videla Janeza Janše nasmejanega, niti na sliki, niti na posnetku, nikoli. To sem šele zdaj, odkar Golo Slovenijo delam. Sicer sem šla poiskat neke posnetke enkrat, malce gledati v preteklost in na tistih srečanjih, ko je bil z SDS člani, tam se je celo smejal, tam sem videla oni drugi del. Ampak javno pred novinarji je vedno tako, ne. In v bistvu to je glih zaradi tega, pa tudi tako, redko kdaj se razburi, redko kdaj je da je jezen, če pogledamo tega Zorana Stevanovića, ne, on zelo pogosto izraža tole čustvo jeze, ampak na zelo tak iz neke avtoritete oziroma iz neke močne energije, ne. Oni so mi rekli, da je to in jaz jim bom dokazal, da je to, ne, tako ful v noč. Janez Janša pa je tako, ja, ne, tako nič nekega čustvenega inputa ni pri njemu. In to je v bistvu glih zaradi tega, ker nimate vode, ne. V glavnem, ta Bogdan je šel pač po tej jami, se sprehaja, oziroma pač potuje po tej jami in to je bilo prvič, da sem jaz videla, da je ta jama v bistvu v obliki človeškega telesa, samo kot da se od znotraj sprehajaš. Ker do zdaj pač je bila neka jama, ampak očitno nismo šli še dovolj daleč, se mi niso odprle energije dovolj globoko, da bi lahko sestavila to sliko. In tle sem torej videla, da je jama prav tako, da ima potem rove za roke in potem je rov in gre v glavo. No, in tle v glavi, ko smo prišli, je notri Bogdan najdu nekega takega, dajmo reči, mini Janez Janša, nek njegov tisti devil side, pač vsi imamo hudiča v sebi, okej? Vsi. In tisti, ki pravijo, da ga nimajo, tisti pa imajo še ta največjega, tisti hudič je še ta najhujši. Okej, pač to je tisti borbenec, tisti del nas, ki postane sovražen, ne sovražen do drugih, ampak kadar ti prejemaš ogromno hejta. Mislim, enkrat sem brala, da je Urška Bačovnik Janša rekla, da je zelo grozno, ko vidiš, da neki ljudje brcajo žogo, na kateri je glava od Janeza Janše. In jaz sem pa videla, mislim, da je bilo nekje marca, oziroma tam, ko je Janez Janša postal predsednik vlade, sem na Facebooku videla sliko narejeno z AI, ko je bil Janez na nekem trgu obešen. To je bilo zelo disturbing, se pravi zelo vznemirjajoče, pač zelo, jaz nikoli ne prijavljam, nikoli nobenega ne blokiram, ker pač to, če se tega lotiš, pol imaš ful dela na Facebooku, ampak to sem pa prav mogla reportati, ker to pa je više kot viška, da pa sploh nekdo naredi tako sliko, pa nima veze koga, mislim, še tej hejterji si tega ne zaslužijo. Oni si zaslužijo samo deportacijo na Mars ali pa na Jupiter ali nekam. Ne pa takih stvari, to je res okrutno dejanje, katastrofa, v glavnem. No, in valjda, kadar dobiš vse to, si predstavljaš, da si ti Janez Janša in greš na Facebook in vidiš to sliko, pač jaz ne vem, kako bi se počutila. Mislim, verjetno se ne bi tako slabo, ker bi bila ker zgodiš to kožo, razumeš, in imaš notri tega hudobno verzijo sebe, ki ti v bistvu pomaga se boriti s takimi retardiranimi idioti. Vidiš, to je ta hudobni del mene. Jaz obožujem, ko tem ljudem rečem, da so retardirani idioti. Zakaj? Ker pač to mi da kaj pa naj drugega? Mislim, to mi da, to mi pomaga handlati ta hejt, ne? Ampak tega zdaj oni več ne rabijo, okej? Ker zdaj smo mi na zdravljenju, da to se prečistimo, da to se zaščitimo. Tako da je pol pač Bogdan tega the devil's side
Janez Janša, je ga nekam posrkal spet še njega in v bistvu je tam pač kot nekakšen oltar in tam je v bistvu zasvetla neka luč. In ta luč se je potem začela širiti po tej jami, se pravi tako dol, in je dobesedno, spet je to težko opisati, ampak tako, kot da bi, predstavljaj si suho gobo, spužvo, in potem tako pride taka, se vpije, položiš jo na lužo od vode in ta voda začne gor plezati po tej spužvi. No, tako nekako je izgledala ta jama in je ratala taka bleščeča, ampak ne z bleščicami, pač pa svetloba je tako nekako zažarela. In potem je to pač prišlo vse tako tudi dol po teh rovih od nog in je še s sabo pobralo vso to neko drugo, pač to nesnago, dajmo reči, in je to še vse prišlo ven in ta svetloba je potem posijala čez stopala. Bogdan je potem prišel ven in je v ta stopala vnesel vodo in ta voda je bila turkizno prozorne barve, pač oh my god, kot da bi bil na Bahamih nekje ali pa na Baliju, res taka lepa, kristalna, kristalno čista voda turkiznega odtenka. Ko je to bilo pol še zaključeno, pa potem on da še tako dlani, Bogdan, ne, na stopala, in iz njegovih čaker tle na dlani vnese svetlobo v to jamo in v bistvu to je zaščitna svetloba. To je svetloba, ki žari od znotraj navzven in te na nek način ščiti pred temi energijami. Oziroma zapolni tvoj energijski prostor s pozitivno energijo, da negativna energija nima dostopa. Vedno najde negativna energija pot, zato je treba narediti tudi še drugačne zaščite, ampak pridemo še do tega. Okej. Ko je bil ta proces končan, potem pa mi je bilo ful zanimivo, ker je Bogdan ga tako prijel za gležnje in tako šel z nogami po, z rokami je šel tako, kot da bi mu delal masažo, tako gor pa čez kolena, po stegnih pa tako. Kar je bilo ful zanimivo, ker ponavadi Bogdan ne masira in spet, ponavadi so to duše, ne, ponavadi vidim pač bolj dušasto obliko telesa, tle pa je bilo prav realistično in ne vem, glej, evo, recimo, če jaz naredim takole, ne, se tako koža malček tako se naguba, ne, in isto tako sem videla, pač to je bilo meni crazy, tako detajlno. Okej, in pol pa mu je šel tudi tako pač masaža po prsnem košu, pa tako dol po rokah, pa tako po vratu, pa tako po glavi in tako. Okej, pol pa je pregledal čakre. In tle sem jaz, da vidimo, kakšne ima Janez Janša čakre. Začel je pri rdeči čakri oziroma korenski čakri, razen tega, da je bila nekako videti ugasnjena, je bila dobra in tudi Bogdan je rekel, korenska čakra, odlično. Potem smo šli na sakralno čakro in je rekel, odlično, ampak isto je bila tako, ni žarela, ne, ker ponavadi jaz to vidim prav tako barvo, ki žari in se vrti, ko je čakra, tako se vrti nekako, ko je čakra zdrava in polna. Ta se je vrtela sicer, ampak je bila pač nekako tako ugasnjena. Mi je bilo zanimivo, ker je rekel Bogdan, da je dobra, okej. Pol je solar plexus čakra, ta pa je bila živorumena. Živorumena, samo Bogdan je rekel, da je preveč stisnjena, preveč zgoščena, preveč. Potem srčna čakra. Srčna čakra je bila tudi dobra, pač isto tako delujoča, ampak brez svetlobe. Predstavljaj si tako plastično rdečo kroglo, recimo, ne, ki ima notri lučko, ampak ta lučka je ugasnjena, ne, se pravi, čakra je rdeča, se vrti, ampak ona lučka ne gori in pol ne žari rdeče, okej, tako nekako je izgledalo. No, srčna čakra je zelena, isto je bilo tako, rekel je, da je dobra. Potem smo šli pri grleni čakri, je rekel isto, da je stisnjena in sem videla tako modro kroglico. Tretje oko je bila v redu in kronska čakra je bila tudi okej.
No, in ko on naredi pregled teh čakr, začne z zdravljenjem. In gre najprej spet h korenski čakri, to je rdeča čakra, in jo tako z rokami pač tako dela. In se ta čakra lepo napolne, in pol v bistvu začne tako utripati in se tako vrteti in žareti. In ko je korenska čakra vzpostavljena, če so vse druge čakre ok, gre potem samo energija tako tun, 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 tun in vse prižge. Tako da ta energija je šla potem lepo naprej v sakralno čakro, jo je lepo napolnila, pač Bogdan je še malo pomagal, da to še oranžno čakra lepo zažari in se začne vrteti. Potem smo pa prišli do solar plexus čakre. Ne spomnim se, mislim, da je ne spomnim se, mislim, da je Urška Bačovnik Janša imela tle neki, ali sem kaj zamešala pri tej solar plexus, nisem ziher, ne vem. V glavnem, ta je bila nekako stisnjena. In ko je prišla svetloba oziroma energija do te solar plexus čakre, je Bogdan pač pomagal in ona se je odprla in je bil kot en cvet. V bistvu take oblike, kot je planika, sam bolj velika in je imela več teh, ampak tako nekako, pač zelo taka podobna oblika. In taka rumena. Mislim, ne vem, če sem že kdaj videla, pač mogoče, da sem, mislim, da je imel že nekdo, da sem videla čakre v obliki cvetov. Ampak ja, to mi je bilo zanimivo. Je bila v obliki cveta, ta čakra. In pol je šla svetloba naprej v srčno čakro, in ta čakra se je tudi spremenila v cvet. To mi je bilo ful zanimivo. In pol smo šli na grleno čakro, in ko je to čakro sprostil in odprl, pa je ratala cevka. To mi je bilo tudi zanimivo, zakaj cevka tako pač čez grlo. Mogoče, da je boljša pretočnost nekih besed ali karkoli. Ampak je tudi tako ful lepo žarela potem v taki lepi nežno modri barvi. In potem v bistvu s tretjim očesom in kronsko čakro niti ni imel dosti dela, te so se že same po sebi stabilizirale. No, in ko je kronska čakra tudi pozdravljena, gre potem tako svetloba ven in v bistvu se ustvari en tak zaščitni sloj, kot nekakšen balonček, samo da ni glih balonček, je bolj kot neka, pač v bistvu kot nek sloj neke avre, ki tako pride in omogoči, da ona svetloba, ki smo jo prej dali v jamo, da se lahko v bistvu pač da se napolne ta avra s to svetlobo, da ne prši vse, da ne gre pač vse da se ustvari dovolj močna dovolj gosta svetloba ali kakorkoli. In pol v bistvu, kaj ti to pomaga? To ti pomaga, da ti žariš od znotraj. Torej ti toliko žariš od znotraj, da sploh ne slišiš tega negativnega. Pač ne slišiš, ampak dobesedno ne da preslišiš in da ignoriraš, ampak dobesedno, kadar ti nekdo reče, ne vem, ti si kreten, ne čutiš onega, ampak okej. Me veseli, da sva se spoznala. Naslednji, pač ne dojemaš tega prav nikakor čustveno, ali pa da bi te kakorkoli prizadelo, vznemirilo, ali pa da bi kakorkoli podrlo tvojo samozavest ali karkoli takega, okej? Saj zdaj, mislim, saj Janez Janša načeloma je tule že dosti močen, ampak ne vem, bom si jaz tudi to malo bolj naredila tako, na tak način. Pa bom videla, kako bo to delovalo pri meni. Ker načeloma, mislim, pa ja, v bistvu saj jaz tudi tako. Saj imam tako narejeno in dejansko, ko preberem neki komentar, na primer mi nekdo napiše kuzla šmrkava, kdo te je poslal na ta svet, kaj nosi ta naša zemlja, za zaprti oddelek si pa nemarna. No, jaz ko to preberem, oh my god, okej. Ne, pač me ne gane, ne. Ne gane me, srce je kakor kamen. Okej,
V glavnem, ja, tako, dejansko, evo, srce je kakor kamen, ni kot kamen, ampak tudi nisi empatičen do takih ljudi, da se ti smilijo, ker to je najhujše, pač taki ljudje se ti nimajo kaj smiliti. In hkrati, ampak te ne gane, ne, pač to je dobesedno, ti je ravno, mislim, ti je smešno. Se rečeš, ok, ne. No, tako, let's go. Gremo naprej. In v glavnem, ko je on tako žarel, kaj se je pol še zgodilo? V bistvu, ful je bilo nekako tako zanimivo, ker je bila neka taka sila pod njegovim hrbtom, ki ga je tako, mu je dvignila prsni koš in tako, in pač tako mu je, kot da bi, pač nekako se je, jaz najprej se mi je zdelo, kot da mu rastejo nekakšna krila, tak je bil feeling, ampak je bilo nekako za neko uravnavanje, ne vem, hrbtenice, jaz ne vem, jaz to samo opazujem, Bogdan je tlele, jaz sem samo opazovalec, jaz sem samo the messenger, ok, sporočevalec, ne. No, pol mu pa je rekel, naj se obrne še na hrbet in mu je šel po vsakem vretencu, mu je tako nekako stisnil, da je pač, kot da je vsako vretence nekako, ne vem, prebudil, kaj ti jaz vem. In tudi pol tle gor pri glavi in pol mu je nekako tako. Skratka, ko je bil ta postopek zaključen, se je spet ulegel nazaj na hrbet in potem pa pridejo spet tele luči, ki te lepo obsevajo, da te nafilajo z vitalno energijo. Torej, take luči so potem podolgovate, mene spominjajo na solari, pač izgleda kot nekakšen solari. In gre taka energija, svetloba, vate in ima take bolj modrikaste nekako bleščice, bi lahko rekli. Modrikaste take nitke ali neki. In to je pač energija vitalnosti, da ti pomaga, da tvoje telo se hitreje regenerira, da recimo po nekem napornem dnevu hitreje prideš k sebi, da se bolj počutiš energično, da si malo bolj tako, bolj poln življenja, da imaš bolj jasne misli, da imaš več motivacije in tako naprej. Dio mio, sem že kar zmatrana. Zdaj kmalu že 1 ura snemam, ojoj, okej. Ko je bilo to vse skupaj zaključeno, se je on šel lahko nazaj preobleči. In v bistvu, ko je prišel ven, si je glih takole pač zapiral ali odpiral ta gumb na suknjiču. No, potem pa sem ga jaz peljala v mojo pisarno. In ko sem prišla v pisarno, pač tam sta tako 2 fotelja in klubska mizica, so se tam usedla in nekaj sva se midva pogovarjala, ampak ne vem kaj, ker nisem slišala pogovora. Nekaj sva se dogovarjala, ampak ne vem, jaz sem zaslutila po tem, da prihaja moj vodnik Leon. In dejansko je prišel v pisarno, kot da je prišel nekaj preveriti in mi je dal neki tak pogled, kot v smislu, da me ne boš razočarala. Ampak ne vem, jaz nisem dobila informacije o tem, kaj sva se midva tam pogovarjala, ampak meni se zdelo kul, ne. Meni se zdelo čisto kul. V glavnem, midva se to pogovarjava, nakar pa, in to se pa tudi ful redko zgodi, da včasih, ko padeš res v globoko stanje meditacije, v globoko stanje zavesti, pa se ti lahko zgodi, da se prebudijo tudi tvoji fizični čuti, se pravi, s pravimi očmi vidiš, torej imaš zaprte oči in recimo vidiš prav z očmi neko sceno, ali pa slišiš neki zvok, ali pa čutiš dotik, ali pa zavohaš, prav z fizičnim nosom zavohaš neki vonj, ki veš, da ga ni v tvoji hiši oziroma pač tam, kjer si. No, in v nekem trenutku jaz zaslišim s fizičnimi očmi, s fizičnimi ušesi zaslišim, ampak seveda, da to ni v naši realnosti, samo tako močna frekvenca je, da jo možgani interpretirajo na tak način, da imaš občutek, da si slišal s pravimi ušesi, čeprav je ta zvok nastal v bistvu v tvojem notranjem svetu oziroma na vzporednem svetu. In zaslišala sem brrrr.
In pol mi pokaže pogled na pristanišče v Santerenu, torej Marina Santereno, tam je parkirana ladja Lumina Obscura, to je prav moja posebna ladja, ne vem, če sem jo že kdaj tle omenjala, je v bistvu neka taka mešanica med fregato in galeonom. To so pač neke take staroveške jadrnice, posebne, nima veze. V glavnem, ta ladja je zatrobila. In by the way, Robert Golob je še vedno na tej ladji tam privezan. A ja, seveda, da sem omenjala to ladjo. To sem omenjala, ko sem opisovala vladno delegacijo, ki je bila v Santorinu. Robert Golob je še vedno tam privezan in še vedno je ful majhen, tako 1,20 meter pa čevap, velik. In tako kot iz neke risanke. Zdaj, zakaj je ta Lumina Obscura potrobila, ne vem, morda je Robert Golob našel nek način, da prikliče pozornost in takrat mi je Janez Janša rekel, pridi jutri, 30.7. Tako da obstaja zelo velika zelo velika možnost, tudi priložnost očitno, da bo jutri še ena epizoda, ko bom šla pogledat, kaj se dogaja s to Lumino Obscuro in zakaj je trobla in zakaj me kliče in zakaj je rekel Janez Janša, da se vrnem jutri. Če bom posnela epizodo ali ne, še ne vem, odvisno, kaj bom sploh videla, vsekakor pa grem na energijski nivo, da preverim, kaj to je in ko me čakam, da tudi to vidim. Zdaj pa smo že na 1 uri in 1 minuto, če se ne motim, tako da, wow, to je bilo zelo, zelo zanimivo doživetje. Glavni razlog, da mi je bilo tako zelo zanimivo, je bilo prav to, da sem videla tako zelo detaljno in tako zelo realistično. Pač to je res bilo meni navdihujoče. Absolutno zelo pač lahko samo rečem, da človeka, ki ga vidim tako realistično, enostavno cenim in spoštujem, ker vem, da to ni za brez veze. Jaz vem, da ne vidim Janeza Janše tako resnično, zato ker neki. Tako pač vidim, jaz tega ne morem spremeniti. Tako kot nisem mogla spremeniti parlamenta, da bi izgledal bolj v stilu Lumi dvorca. In iz tega vidika mi je bil ta pogled fantastičen, me pa prav zanima, kaj bo v teh dneh poročal Janez Janša oziroma kaj bodo novinarji poročali o njem. Bomo videli, če bo tak efekt, kot je bil pri Urški, torej da bo nekaj ful wow, da bo v neki ful pozitivni in dobri luči prikazan. In bomo videli, kako se bo potem naprej vse to skupaj odvijalo. Janez Janša, če to gledate, če to gledaš, mislim, jaz te bom kar tikala, ne, ko se pogovarjamo o takih stvarih, ampak če to gledaš, upam, da si užival, ne, upam, da si imel lep dan in želim ti vse dobro naprej, ne, pa jaz bi ti rada rekla, upam, da ti bo uspelo doseči to, da dobiš še več podpornikov oziroma da se negativni hejt oziroma sovraštvo ustavi, ampak to je nemogoče. Zato ne bomo tle sanjali ne bomo svinje, ki sanjajo o kukuruzu, ampak bomo realni. Hejt bo. By the way, samo še to bi dodala, ne. Zdaj sem se pogovarjala z enim kolegom in on je rekel, narod bi se mogel združiti. Ko se bo narod združil, bomo dobili moč nazaj in bo končno, ne vem, bomo končno premagali te politike in končno bomo naredili sistem tak, kot je treba. No, to so svinje, ki sanjajo kukuruz. Ne, pač to, jaz ful spoštujem tega mojega prijatelja, res, ful se rada o takih stvareh z njim pogovarjam, ker on zna tako malček drugače razmišljati in ima čisto drugo perspektivo kot jaz, ne, on je čisto kontra, pa on je ful teoretik zarot, pa on živi na ravni zemlji, ne. In jaz to spoštujem, lej. Dokler ne vidimo te zemlje z lastnimi očmi, ne moremo zares verjeti, ne, ampak pač
Glej, jaz ga ful spoštujem in to mi je ful všeč, da imam take sogovornike v svojem življenju, da imam take ljudi, ki se znajo pogovarjati iz popolnoma različnih perspektiv, ampak ohraniti spoštljivost in v bistvu negovati to debato in neko tisto pogajanje, kdo bo dokazal, oziroma pa ne gre se za to, da bi nekdo mogel zmagati v tej najni debati, ampak enostavno to, da si delimo taka mnenja, različne perspektive in vsak zagovarja svoje stališče in v bistvu jaz le vidim bolj iskanje razumevanja in sprejemanja in v bistvu tudi iskanje sprejemanja različnih perspektiv, kot recimo jaz sprejemam to, da on živi na ravni zemlji. Jaz to sprejemam in jaz rada poslušam njegove dokaze, ok? Pač zakaj ne? Sej jaz sem tudi enkrat, so me skoraj prepričali, da živimo na ravni zemlji. Sem dobila nek CD v pošti nabiralnik in ko sem jaz to videla, ravna zemlja, sem bila, what the fuck, come on, kaj je zdaj to? In sem prav mogla to pogledati. In dam jaz CD v računalnik, si pogledam ta dokumentarc in jaz sem bila takrat, oh my god, resno? Ker so tako dobro razložili, da jaz sem verjela nekaj časa, ampak pol sem pač dojela, da ne, jaz ne bom živela na ravni zemlji, jaz živim na okrogli zemlji, zato ker ravna zemlja mi nima smisla, kaj se potem spodaj dogaja, ne, kaj spodaj, pol, kaj. Ok. Skratka, on je rekel, da bi se kot narod mogli združiti. Jaz pa pravim, da je to misija nemogoče. To je nemogoče, da bi se narod kadarkoli združil. Ma v bistvu, ne vem, to je prav epizoda, to je prav tematika, o kateri lahko posnamem prav posebno epizodo s tem mojim stališčem, ne, da kot narod nikoli ne bomo bili niti enotni, niti združeni, morda čez 100 let, ampak kot prvo, kdaj bomo združeni, ko ne bomo imeli več dveh spolov. Evo, to je v bistvu čisto na kratko povedano, ne rabim snemati posebne epizode. Dokler smo moški in ženske, ne bomo enotni. In v bistvu vsi tej transseksualci in vse to, kar se dogaja, ta LGBTQ, v bistvu oni nekako pomikajo stvar v to, da se bolj združujemo, ampak itak tudi tle se ne in nikoli se ne bomo, dokler bo na svetu dva spola, dokler bo noč in dan. Ko bomo imeli noč in dan hkrati ves čas, takrat bomo tudi mi kot ljudje lahko enotni. Ok. To je to za danes in upam, da se vidimo spet jutri. Čau!